Na Prešernovem trgu je lastnik v spomeniško zaščiteni secesijski stavbi neuporabno podstrešje spremenil v 4 prostorna mansardna stanovanja. Enega izmed teh smo si ogledali in poleg čudovitega razgleda ponuja tudi dom številnim živalim in rastlinam. V čudoviti secesijski stavbi na vogalu Prešernovega trga, ki je bila zgrajena po rušilnem potresu v letih 1896 in 1897, se je lastnik odločil za temeljito prenovo. V stavbo so vgradili dvigalo, neuporabno podstrešje pa so spremenili v 4 mansardna stanovanja. Ogledali si bomo enega od teh, v katerem si je dom ustvaril lastnikov sin Jan. Gospod Igor, lokacija je sanjska v središču mesta, ampak kako je z hrupom, s cerkvenim zvonom? Ja, cerkven zvon je nekaj, na kar se treba seveda navaditi, ker to ne smeš vzeti kot hrup, ampak eno prijetno bujenje zjutraj. Sam hrup iz ceste je pa, ker imamo stanovanje na Čopovo minimalen, to se pravi več kaznosen, smo bili prej v lokacijah tudi v centru mesta, ki so bile znatno bolj glasne kot ta. In odkar so vse prireditve na Kongresnem trgu, je sam Prešernov trg postal zelo prijetno umirjena cona Ljubljane. Kako je pa s parkirišči, z dostavo? To so v centru problematične stvari. Seveda, to je zahtevalo kar veliko prilagajanja, posebno potem, ko se je naš župan odločil, da je center zaprl veliko prostorno. Mi parkiramo v garaži na Kongresnem trgu, kar se pa dostav tiče, sem pa kot sem rekel stvar organizacije. Vse selitve so pa mala mora. V stanovanju prebiva več kot očitno študent biologije. Njegova strast do živali in rastlin se odraža tudi v njegovem domu, kjer poleg barve lesa prevladujejo zeleni in črni odtenki. V stolpiču, odkoder vidimo na Prešernov trg in Ljubljanski grad, je prostor za učenje botanike v praksi. Gospa Kaja, arhitektka tega stanovanja, sedaj sediva v lepo urejenem stanovanju, ampak predtem so pa tukaj stanovali golobi. Ja, golobi so imeli skrivne vhode pod streho, ki je bila prazna. V bistvu ni bila niti za nalaganje nepotrebne robe namenjena, ampak ja, neizkoriščen podstrešni prostor, neobdelan. Preden ste opremili stanovanje, kaj ste mogli vse popraviti, oziroma preden ste se lahko lotili opremljevanja stanovanja? Podstreha je bila v osnovi en povezan prostor in potem smo mogli pač najprej domisliti tloris, kako se bojo te bivalne enote poredile. Potem je bilo treba ojačati strop, zaradi tega, ker pač hiša je iz konca 19. stoletja. Takrat je bila gradnja taka, da so bili stropovi grajeni z lesenimi stropniki, pa pač nadaljna sestava bolj gor, in tukaj je bilo isto in ta obstoječa konstrukcija pač po statičnih izračunih ni zadoščala in je treba to vse ojačati. In potem smo zalili celo podstreho tudi z betonsko ploščo, ki povezuje, ki je kot taka statični element, ki povezuje in jača celotno konstrukcijo objekta, no. V bistvu je to en tak povezovalen element.
Tramovi, ki so del originalne strešne konstrukcije in so delno še vedno vidni, so pri prenovi predstavljali težavo, saj so bili vezniki na vsake 4 metre približno pol metra nad nivojem siceršnjega tlaka pod strehe. Če smo hoteli kakor toliko funkcionalno organizirati stanovanja, je bilo treba se spomniti ene rešitve, kako to višino ker so na neugodni višini. Ne? Ja, zaradi tega, ker treba bi bilo celo stanovanje dvigati nad te veznike, kar bi pa zelo zmanjšalo uporabno površino. In zaradi tega smo, kjer se je le dal spuščali proti fasadi Da ste pač pridobili funkcionalni prostor. Ja. Stanovanje zaradi večjih nivojev deluje razgibano, neenakomerno višino tav pa so s pridom izkoristili. Tla tako služijo tudi kot klop v jedilnem kotičku, v spalnici pa kot nočna omarica. Na kakovostno bivanje v mansardi vpliva dobra izolacija ostrešja. Napredni izolativni material, ki je v zadnjem času na voljo tudi na slovenskem trgu, je steklena volna Ecous iz podjetja Knauf Insulation. To inovativno naravno izolacijo odlikujejo veziva na bioosnovi. Je paropropustna, visokotoplotno in zvočno izolativna ter požarno varna. Veseli so jo mojstri in samograditelji, ker je prijazna za delo in ne pika. V kombinacijami s folijami HomeSeal LDS tvori zrakotesno strešno konstrukcijo, ki diha. Vse skupaj preprečuje propadanje in trohnenje ostrešja in podaljšujejo njegovo življenjsko dobo. Ker je hiša spomeniško zaščitena, njene zunanje podobe niso smeli spreminjati. Zato je v stanovanju manj svetlobe, kot smo je sicer vajeni v mansardah, in prav to je vplivalo na izbiro pohištva. Prevladuje vezana brezova plošča, ki je naraven material lepljen v plasteh in interjerju daje toplo noto.